Lani je minilo 20 let, odkar smo odšli iz Jugoslavije. Zakaj smo odšli? Odšli smo zato, ker nam je Jugoslavija postala pretesna. Ker so v Jugoslaviji začeli govoriti o skupnih jedrih v izobraževanju. Ker je Slobodan Milošević začel govoriti o načelu en človek, en glas. Jugoslavija je bila večnarodna skupnost, v kateri smo imeli Slovenci za približno 2 milijona glasov, Makedonci tudi približno 2 milijona glasov, kosovski Albanci tudi toliko, Hrvati pa že 4,5 milijone glasov, Srbi skoraj 10 in Črnogorci pol milijona. Kaj bi pomenilo načelo en človek, en glas v takšni skupni državi za Slovence, si lahko predstavljamo. Videli smo kosovske rudarje, ki so se zaprli v rudniške rove, gladovno stavkali in niso želeli oditi na površje, zato, ker jim je Beograd vzel vso avtonomijo. Slovenci smo se ustrašili, da bo tako počasi tudi pri nas. Želeli smo imeti oblast, ki bi jo zamenjali na vsake 4 leta, ali pa prej, če bi se tako odločili, če bi torej lahko imeli svobodne volitve. V Jugoslaviji jih ni bilo. In še veliko drugih razlogov je, zaradi katerih smo odšli na svoje. In naša pričakovanja so bila velika. Živeli bomo svobodno, nihče nam ne bo narekoval, kako naj živimo, nihče ne bo iz Narodne banke Jugoslavije odnesel dinarjev, ki smo jih vsi skupaj prispevali v to blagajno. Želeli smo si skratka demokracijo, svobodo, več slovenstva. In ko po 20 letih običajno naredijo kakšne ankete in vprašajo ljudi, kako so zdaj zadovoljni s to Slovenijo, je rezultat bolj boren. Če bi jih vprašali, kako je pri nas z domoljubjem, koliko izkazujemo naklonjenost tej svoji državi, ki jo imamo, je rezultat še slabši. Slovenstvo in slovenska država pri nas preprosto ni tema. Ko se pogovarjam z ljudmi, takole na predavanjih, je zadnjič v kraju blizu Ljubljane, v Dobrepolju, nekdo rekel, odpeljal sem sina v trgovino in kupila sva slovensko zastavo, takšno majhno papirnato, in sva šla z njo po Ljubljani. Kako so naju čudno gledali. Če bi imela ameriško, se verjetno noben ne bi obregnil v naju, pač pa bi mislil, da sva bila pač zgolj 2 turista. Slovenska zastava se jim je pa zdela sredi Ljubljane, s katero je fant mahal majčken čud. Slovenstvo in slovenska država pri nas preprosto ni tema. Ko se pogovarjam z ljudmi, takole na predavanjih, je zadnjič v kraju blizu Ljubljane, v Dobrepolju, nekdo rekel, odpeljal sem sina v trgovino in kupila sva slovensko zastavo, takšno majhno papirnato, in sva šla z njo po Ljubljani. Kako so naju čudno gledali. Če bi imela ameriško, se verjetno noben ne bi obregnil v naju, pač pa bi mislil, da sva bila pač zgolj 2 turista. Slovenska zastava se jim je pa zdela sredi Ljubljane, s katero je fant mahal majčken čudno. Tudi sama, včasih me kolegi novinarji povabijo in lani ob 20-letnici so me, glede na to, da sem pač doktorirala iz teme osamosvojitev Slovenije, in so naredili z mano en daljši intervju za spletni portal nacionalne televizije. Jaz razumem, da me kakšen človek tudi ne mara, ampak potem, ko so se pojavili spletni komentarji, so šli nekako v smeri, dost imamo te osamosvojitve, dost imamo teh tem, to je tema, s katere si samo neka politična elita kuje kapital, naj se spokajo vsi skupaj. Verjetno, če bi bila občutljiva, bi mi takšna stvar privabila še kakšno solzo na obraz, ker pa sem kar trde kože, se za takšne anonimne zapise
niti kaj dosti ne oziram in mi niti ne morejo doživeti. Ampak vprašanje je, kako Slovenci čutimo svojo državo, kakšno časti izkazujemo, lahko nocoj pogledamo kar na nekaj nivojih. Kakšno čast in kakšen odnos je vzpostavila država do samo sebe, kakšen odnos je vzpostavila do ljudi, ki so to državo pomagali graditi ali pa so pomembno prispevali k njenemu nastanku in kaj mi vsi skupaj izkazujemo in na kakšen način do te slovenske države. Eden od lepih dokazov, kako slavimo in častimo našo Slovenijo, so vsakoletne proslave ob dnevu državnosti, torej ob 25. juniju. Če se boste spomnili lanske proslave, bila je na Kongresnem trgu, bila je zelo veličastna, je imela kar nekaj trpkih spoznanj. Recimo leta 1991, ko smo se osamosvajali, je bila zadaj razsvetljena skupščina, bila je rdeča preproga in po tisti rdeči preprogi so ven prišli trije naši predsedniki, gospod Milan Kučan, gospod Lojze Peterle in gospod France Bučar. In človek bi pričakoval lani, ko je bila 20-letnica, da se bodo ti trije gospodje, glede na to, da je kakšen že krepko čez 80 let in da je to mogoče zadnja okrogla obletnica, ki jo še skupaj doživijo, da bomo torej videli neko repliko, da bodo prišli po tisti rdeči preprogi na Kongresni trg in ljudje jim bodo navdušeno zaploskali. Pa tega nismo videli. Pa smo si rekli, no, 27 ministrov je imela tista Peterletova vlada. Morebiti se bodo pa oni sprehodili, saj je bila to vendar izvršna oblast, ki je delala državo. Pa so jih posadili nekako brezimno, sicer v prvi dve vrsti na levem koncu prizorišča, kamera jih kot celote ni pokazala niti enkrat, komentator jih tudi ni omenil. Skratka, sedeli so tam ti ministri Peterletove vlade, ne da bi jih kdo vsaj nagovoril ali pa dejal, to je bila pač tista ekipa, ki je delala to državo. In na koncu, ne nazadnje, vse te odločitve od plebiscitnega zakona, vseh osamosvojitvenih dokumentov so bile izglasovane v skupščini, najbolj širokem telesu, kjer so sedeli vsi od prenoviteljev, liberalcev do Demosovih strank. Pa smo mogoče mislili, no, bo pa vse tistih okoli 200 poslancev smo imeli takrat se sprehodilo tukaj mimo, pa tudi tega ni bilo. Namesto tega smo doživeli eno proslavo, ki bi lahko rekli, da je bila en spektakl. Spektakl, na katerem je bila zapeta ena slovenska pesem. Ena slovenska pesem, vse drugo bi lahko postavili v katerokoli evropsko državo ob kateremkoli prazniku. Nič na tej prireditvi ni spominjalo na to, da govorimo o 20-letnici slovenskega naroda. Lani sem srečala slovenskega nekdanjega ministra za kmetijstvo, doktorja Jožeta Ostrca, ki mi je povedal naslednje. Ko smo Slovenci odhajali na svojo pot, sem veliko potoval po srednji Evropi. In Švicarji so mi povedali naslednje. Nič vam ne pomaga vojaška moč, če niste kot narod samooskrbni. Kar pomeni, če glavnine tega, kar pojeste, kar rabite, ne pridelate v Sloveniji doma, sami. Osnovni pogoj za to je, približno 80% tega, kar potrebujete, morate pridelati doma. To je vaša največja varnost in s tem izkazujete, da ste neodvisni od drugih držav. In ko smo odhajali iz Socialistične federativne republike Jugoslavije, smo imeli 80% samooskrbo. Torej, 80% tistega, kar smo potrebovali, smo pridelali doma. Danes smo okoli 65% samooskrbni. Pri nekaterih izdelkih, recimo prašičereji, smo padli pod 50%. Pa seveda stvar ne bi bila tako pomembna, če se ne bi spet spomnili na to, kako varni smo Slovenci.
Če nam recimo v Evropski uniji povedo, da imamo sladkorja preveč, mi nemudoma zapremo tovarne sladkorja v Prekmurju. Če pravijo, da imamo vina preveč, pustimo grozde ali pa kar na trtah ali pa sečemo vinograde. Slovenci smo namreč po stopnji samooskrbe s hrano v Evropi zadnji. Skupaj s Finci smo zadnji po količini kmetijske zemlje na prebivalca. Smo pa prvi po kvadratnih metrih trgovin. Mora ostati v spominu, da smo leta 1991 kot 2-milijonski narod dobili svojo državo. Imamo Tibetance, ki jih je prav tako 2 milijona, ki so duhovno milijonkrat bolj povezani kot mi, pa jim do danes ni uspelo dobiti svoje države. Imamo Baske, Katalonce, Korzičane, ki so ekonomsko močni, uspešni, trdni, pa do danes niso dobili svoje države. Slovencev, ki smo se takrat ob plebiscitu hvalili, da imamo samo 4 milijone pridnih rok, pa je to uspelo. Pošli smo na plebiscit in za 88,5% glasovali za to, da imamo samostojno in neodvisno državo. In to odločitev, ki smo jo takrat pravzaprav v tako veliki količini in v tako veliki meri izkazali, bi morali obdržati ne samo za nas, ampak tudi za tiste, ki prihajajo. Zato še enkrat, prvi vzgojitelji in učitelji smo mi. Potem bomo pa pričakovali še od drugih, da bodo izpolnili svojo nalogo v domoljubju in v odnosu do države. Hvala.